ampak bo pa to pogovor o tem, kako se iz stika z intuicijo povezujemo z zunanjim svetom, ter kako opazujemo sinhronicitete, ki se dogajajo in so nam one vedno v potrditev, da smo v skladu z lastnim ritmom in pa na pravi časovnici. Danes se bova o tem pogovarjali z Natalij Cvikl Postružnik, magistrico lingvistike, licencirano coachinjo najvišjega menedžmenta, mentorico, predavateljico, prokuristko podjetja Insights DOO in coachinjo s konji. Kako ti zdaj to vse uspeva za začetek? Torej, kako usklajuješ te številne vloge s projekti in svojim poslanstvom? V resnici sem zelo veliko zmogla. To se mogoče zdaj navzven še vedno tako zdi, ampak delujem iz ene druge zgodbe, iz enega drugega občutenja, iz ene druge energije. Konji so bili moji veliki učitelji pri tem. Mislim, so še vedno. Ja. Lekcije še kar prihajajo in so še vedno moji učitelji. Zakaj? Zato, ker z njimi pač ne moreš delati, zato, ker si na neki poziciji ali pa na neki funkciji. Ni mi to vseeno, kaj si pa kdo si. In v bistvu, če sva iskreni, Mirela, o tem tudi piševa v tej najini knjigi Usklajeni navznoter, vidni navzven. Lansko leto je celo leto bilo zelo močno povezano z maj, a ne? In sicer najbolj v Bosanski dolini piramid, takrat smo imeli res zelo močno interakcijo, tudi udeleženci skupine so se lahko povezali in smo izmenjavali te modrosti in je bilo res zelo zanimivo. Največji uvid je bil, da intuicija ni mehek koncept. Vse to sem ves čas čutila, že od malega. In ko sem poslušala svojo intuicijo, so zadeve bile v redu. Kakor hitro sem pa začela racionalizirati svojo intuicijo, sem se pa že zapeljala v neko napačno smer. In to energijo zdaj, ki jo prinašam jaz, ki jo prinašaš ti skozi zmajčka, skozi konja, dejansko čutim v tem programu, ki ga snujeva. Knjiga ni nastala iz nekega načrta, iz strategije, iz kalkulacije, ampak v bistvu bolj kot en naravni del najinega ustvarjalnega toka, ki se pa dejansko plete skozi portal Navdihni me že skoraj desetletje, če ne še več, hitro čas beži. In dejansko smo pisali to, kar smo čutili, brez pričakovanj in brez zunanjega pritiska. Nismo se dali temu zunanjemu pritisku in tudi zato je tudi sam proces pisanja bil zelo transformativen. In potem iz tega najinega ritma je tudi povsem naravno vzniknila ta ideja o najinem skupnem programu v Bosanski dolini piramid predvsem. In čutili sva to, kar je meni zelo pomembno, da znava držati prostor ena za drugo, da se po potrebi tudi znamo umakniti ali stopati naprej in predvsem, kar je tudi zelo dragoceno, je to, da sva dejansko zaupali temu toku. Torej nisva nič kontrolirali, ampak sva pustili, da se razpirajo stvari v skladu z najnim ritmom. Sva šli precej iz cone udobja, ker sva vložili veliko časa in energije in notranjega dela v nekaj, kar je bilo pa res popolnoma avtentično, torej ne kot nek projekt po šabloni, ampak kot proces, ki se dogajal med nama v bistvu in navznoter. Lani avgusta sva tudi skupaj gostovali v Bosanski dolini piramid na srečanju liderjev zavesti pod okriljem dr. Semirja Osmanagića in fundacija Arheološki park Bosanska piramida Sonca. Kakšna je bila tvoja izkušnja v Bosanski dolini piramid? Kako si začutila prostor, energijo in tudi ljudi, seveda, ki smo jih spoznale? Torej, prizemljilo me, Zelo me je prizemljilo, se pravi, povezalo me je spet z izvorom moči in v bistvu mi je to nekako najljubše od vsega, kar se je pač tam dogajalo. V tunelih, tudi ko smo mi bile tam, se je telo umirilo, dihanje se je poglobilo, miselni hrup, ta nenehni šum v glavi je popustil, izzvenel. In takrat dejansko je prišel prostor, da nastane nekaj novega. In jaz mislim, da se je takrat to nekaj novega začelo pri nama. Ampak dokler nekdo ne pride, pa tega sam ne izkusi, pač je to vse skupaj tralala. Pa ko sem se vrnila, to je bilo neverjetno, vsi so vedeli. Pa si bila tam, pa kako je bilo, pa jaz sem že tudi bil, ali pa druge odziv, jaz se pa že tako dolgo, škoda, da nisi prej, pa bi jaz tudi, Veš, prav enostavno začutiš, da ljudje zaznavajo to dobrobit, ki jo tam doživiš, in se hočejo vračati, ker vsi, ki so bili, se vračajo. To je pa tudi ena zanimiva zadeva. A si ti mogoče tudi v tunelih, ko smo bile, dobila kakšno sporočilo ali si imela kakšno posebno izkušnjo? Ja, doživela sem somatsko tišino, kot se to imenujemo. To je tisto, ko se lahko telo čisto odklopi in ima svoj zlati mir.
ko misli lahko lebdijo nekje v prostoru in se razblinijo v nič. In ko ta notranja napetost, ki jo zahodnjaki ves čas nosimo s seboj, lahko v celoti izveni, ne. To sem doživela. In jaz se spomnim, da si me ti takrat vprašala, si dobila odgovor na vprašanje, ki si ga iskala? Ne, pa sem jaz rekla, ja, odgovor je prišel. In to je bilo to. Lani oktobra, ko smo imeli tudi eno manjšo skupino in smo meditirali v Bosanski dolini piramid, v tunelih, smo s prijateljico nadaljevali pot v Hercegovino in v bistvu sem tam dobila jaz ta klic že oktobra, da moramo iti v Livno, a ne, ker to je pač res poseben kraj, tam je največ divjih konj na svetu, po Islandiji in Mongoliji, a ne, in še čudovita zgodba je v ozadju, kako so povojni ljudje, ki so bili zelo revni, niso mogli več vzdrževati konjev, a ne, namesto da bi jih, ne vem, ubili in pojedli, ne, kar bi bilo za razumeti, ker niso imeli kaj dosti, a ne, so jih spustili na svobodo. In potem od teh, v bistvu me kar mrzi vsakič, ko se spomnim zgodbe, v bistvu se je razpasla ta čreda divjih konj, ki v bistvu res tako zelo močno simbolizira to svobodo gibanja, strasti. Kaj so zate konja? Saj nekaj si že povedala, ampak kako si ti dejansko z njimi povezana? Osebno, energijsko in tudi intuitivno. Odzivajo se na neko čustveno resnico. Omogočajo direkten stik z mojimi podzavestnimi vzorci. To, ko naredi, pomaga spostaviti stik z lastnim telesom, z lastnimi čustvi, odkrivati vzorce, na kaj reagiraš, na kaj se odzivaš, kaj so tvoji triggerji, zna postaviti meje, občutek prostora, ritma tvojega telesa, časa, prostora, v katerem si. To je coachingski laboratorij resnice. Moj del programa na delavnici bo pač povezan s tem, kar jaz tudi ponavadi počnem, a ne, torej kreativni pogovori, ki odpirajo nove perspektive, nove uvide, zdravilne zgodbe, pot v bistvu in način, kako poslušati sebe in slediti sebi, in to, kar je v bistvu največja vrednost, a ne, se mi zdi za konec, tako kot ena češnja na torti, je pa ustvarjanje trajnega spomina na to transformativno izkušnjo, a ne, v obliki mini potopisa, ki bom jaz priredila za vsakega udeleženca posebej. Kaj bo v bistvu tvoj del programa v aprilu? Kaj želiš, da si udeleženci izkusijo, doživijo in odnesejo iz tvoje prisotnosti in tvojega programa? Moj del programa bo dejansko namenjen poravnavi. Poravnavi med telesom, med notranjo resnico, med zunanjo vlogo, ki jo igramo, oziroma več zunanjih vlog igramo običajno. Delali bomo zelo veliko različnih tehnik, ki izhajajo iz različnih področij, od kognitivne psihologije do NLP-ja, seveda previdno tam, do jungovskih pristopov, orodij, energijskih podpor, intuitivnih uvidov. Skratka, to bo en preplet vseh različnih kombinacij, vseh različnih orodij in taktik, ki jih pač poznamo in uporabljamo pri nas. Prilagojen pa skupini ljudi, ki bo tam. Želim pa biti bolj umirjena različica sama sebe, pa bolj zadovoljna različica same sebe, ki bo sprejemala svet tak, kot je, in vplivala tam, kjer lahko vplivam. In vse to je to, kar želimo tudi na tej delavnici doseči za naše udeleženke in udeležence. Svobodo z notranjo stabilnostjo. Za vse, ki nas spremljate, najin aprilski program v Bosanski dolini piramid in Livnu je zasnovan torej kot globoka transformativna izkušnja, ki združuje intuitivno vodeno delo, stik z visokimi vibracijami in energetski zelo potentnimi točkami, a ne, ki jih bomo obiskali, energijo konj, kreativno preobrazbo, coaching, notranjo svobodo, ki jo podpira ognjeni konj. Če vas pokliče, da letošnje leto doživite bolj zavestno, bolj ustvarjalno, bolj usklajeno s svojo energijo, vas iskreno vabimo, da si pogledate podrobnosti programa. Povezavo do programov bom delila v komentarju pod videom, dodana bo pa tudi opis objave. Tam najdete tudi vse ključne informacije, datume, strukturo, vsebino in prostor. Zelo se veseliva, da se nam pridružite in skupaj stopimo v leto ognjenega konja v svojem ritmu z več svobode, jasnosti in ustvarjalne iskre.